Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. V naši seriji Kristusove prilike se današnja tema glasi kvas. Zato sedaj tudi pozdravljam vse poslušalce na internetu. Iz Matejevega evangelija beremo iz 13. poglavja od 33. vrstice do 35. Jezus jim je povedal drugo priliko. Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, ki ga vzame žena in primesi 3 mericam moke, dokler se vse ne skvasi. To je ta prilika, en sam stavek. Jezus je v enem stavku zelo veliko povedal. Tu pa piše naprej: vse to je govoril Jezus množicam v prilikah, a brez prilike jim ni govoril. Da se izpolni, kar je rečeno po preroku, ki pravi: v prilikah odprem usta svoja, pripovedoval bom, kar je skrito od ustanovitve sveta. To je citiral iz 78. psalma 2. vrstice. Matejev evangelij je tako sestavljen, nekaj je poročano in Matejevš je svoj podpis s tem pokazal, da je povedal: a veste, zakaj se je to zgodilo? Zato, ker je bilo tako napovedano. Celoten evangelij je prežet s temi rečmi, že od zgodbe njegovega rojstva. Ja, zakaj je bilo tako z Marijo, da je zanosila s Svetim duhom? Ja, zato, ker je bilo tako napovedano, da bo devica spočela. In to se je zgodilo zato, da se izpolni ta prerokba. In povedal je naslednjo zgodbo. In to se je zgodilo zato, da se je izpolnilo to besedilo, ki je bilo že prej povedano v Stari zavezi. In tukaj, zakaj Jezus govori v prilikah? Zato, ker je bilo naprej napovedano, da bo odpiral usta in govoril v prilikah. Ta Levijev sin, Matej, je še posebej pisal Judom. In s temi vsebimi dogodki je hotel pokazati: poglej, to se je zgodilo zaradi tega, ker je bilo tako napovedano. A si opazil, si razumel, da je to naš rešitelj, odrešenik? To je bil njegov pristop. In isto velja tudi za te prilike. Jezus je storil veliko čudežev. To je bilo napovedano. Hromi bodo shodili, slepi bodo videli, gluhi bodo slišali, mutasti bodo govorili in tisti, ki so gobavi, bodo dobili najčistejšo kožo. Ja, to so bili te veliki čudeži. Ampak vsakršen majčken detajl, vse je bilo naprej napovedano. Vse se je izpolnilo. Celo to, da bo govoril v prilikah. Še celo to je bilo napovedano. Kajti učeni njegovega časa, te niso govorili v prilikah. Te so rekli recimo: ja, rabi ta in ta pravi to, rabi un in un pravi tako, in so ponavljali stvari. In to je bilo zelo dolgočasno, suho, kar kadilo se ti je iz ušes ven. Ampak Jezus je povedal zgodbe iz vsakdana, dogodke, vzel si je rastline iz narave, živali, karkoli je obstajalo v naravi. Si je vzel to, kar so ljudje vedno znova lahko videli. In sedaj, vsakič, ko je žena imela pred seboj moko, dodala droždži, torej kvas, vodo, in to zmešala, potem se je spomnila: aja, kako je že to bilo? Nebeško kraljestvo je podobno kvasu, skvašenemu kruhu, ki ga vzame žena in primesi 3 mericam moke, dokler se vse ne skvasi. To me je že kot otrok zelo zanimalo, ko je to moja mama delala. In čez nekaj časa prideš spet v kuhinjo in kaj vidiš? V tisti posodi, da se je napihnilo, zraslo je. Ker že čez je šlo, že čez rob. Ta testo kar raste in raste. Zgleda, kot da bi se kot balon napihnil.
Od kje prihaja ta moč? Danes to lahko kemično razložimo. Kaj se vse dogaja, kako nastanejo določeni plini, kako se tukaj nekaj zaradi tega napihne, ampak moč, ki je tam notri skrita, to pride od zunaj navznot. Samo moka in voda, to bi vse ostalo isto. Če pa zraven dodamo drožji, kvas, potem to začne se kvasiti, vzhajati, ustvarjajo se plini in zraste in potem gre čez rob. In to sliko je sedaj Jezus uporabil, da bi nas slikal nebeško kraljestvo. Nekaj vsakdanjega je uporabil. To, kar je pri tej priliki zanimivega, da je to kvas, kvašeno testo, je lahko predstavljeno tako kot za pozitivne prispodobe in za negativne prispodobe. In to celo od Jezusa. Enkrat reče: pazite se farizejskega kvasa. Tudi oni imajo svoj kvas. Jezus ima svoj kvas in farizeji imajo svoj kvas. In tisti vzhaja in ta vzhaja. To je čist drug kvas. Kvas farizejev pa je pa hinavščina. Luka 12, prva vrstica. V tem primeru je slika tega kvasa negativna. Zaradi hinavščine se vse pokvari. To prekvasi vse. In z Božjo besedo se vse pozdravi, očisti in tudi vse prodre, kakor kvas. Torej ta pojem kvas, drožji, se uporablja negativno, če gre za farizejski kvas, ali pozitivno, ko gre za kvas od Jezusa, ki ga on predstavlja kot nebeško kraljestvo. Pavel uporablja ta pojem tudi v negativnem smislu. Govori v 1. Korinčanih 5, vrstica 8, govori o kvasu hudobije in zla. Torej zlo lahko nekaj prekvasi. Morda smo to že opazili, ker je neka skupina ljudi in eden izjavi neko besedo in to se kar širi kot strup v tisti skupini. In obratno, nekdo drug pove neko stavek in pride mir v tisto skupino, veselje, tolažba. Odvisno od situacije. To so besede in ono so besede. In odvisno od tega, s kakšnim motivom in s kakšnim namenom so bile izrečene besede. Lahko rečem ljubim te, ali pa lahko rečem sovražim te. Eno in drugo so besede. In oboje prodera. Zato, ker nekaj učinkuje. In isto je tukaj. V priliki, ki jo Jezus tukaj uporabi, potem kvas, drožji tukaj predstavljajo nebeško kraljestvo. Kvas je namreč v tej sliki slika za to obnovitveno moč, tisto, kar spreminja božanska moč. Če se malo prestavimo v ta čas Jezusa, potem vidimo tam Jezusa, ki je obdan z množico ljudmi. Kdo vsi so tam? Tukaj recimo vidimo ljudi na Genezaretu, ob tem jezeru. Tam so bili vsi. So bili revni, tisti, ki so neizobraženi, berači, celo roparji. Na obrazu se je videlo, kakšni so. Tudi ljudje, ki so bili gibalno ovirani. Zapravljivci, trgovci, pridni delavci, bogati, revni. Cela paleta vrsta ljudi. In vsi so radi poslušali Jezusa. Ker to, kar je on povedal, se je dotaknilo njihovega srca. Začutili so, da nekaj prihaja, moč prihaja. Iz Jezusa je nekaj izhajala,
kar nismo slišali pri učenjakih in pridigah v sinagogi. Te reči so postale tako nekako kot neka rutina, tja greš in potem greš nazaj, ampak nič nimaš od tega. Ampak če pri Jezusu poslušaš 5 minut, kaj ima on zapovedati, potem se pa čisti sebe, kaj vse si slišal. Tisto posebno sedaj pa je to, da ta mogočna moč, ki prihaja od zunaj, tako kot ta kvas prihaja od zunaj in se ga doda, ta mogočna moč lahko vsakega spremeni. Nekdo je lahko še tako globoko v življenju padel, tako v slabem okolju in okoliščinah, še tako hudoben je lahko bil v svojem življenju. Nima veze. Iz najbolj globokih globočin lahko ta kvas, torej droži, torej ta resnica, ta sveti duh, česar je to tudi simbol, zmore, da to zraste. Sploh ne morete biti tako globoko. Če je dovolj toplote, bo to zraslo in bo šlo čez rob posode. Pa tudi, če ste bili popolnoma na dnu. Fascinantno. Moč, ki pride od zunaj, se jo doda in potem deluje navznoter in to od znotraj napihne. To je ta slika. Torej, kdor prične zaupati vodstvu Svetega Duha, kdor se odpre za to, kaj se bo potem zgodilo? Potem bo v njega vsujen nov kalček, poln življenja. Recimo kalček v pšenici, ta del, iz katerega zraste novo življenje. Tukaj nekaj zraste in potem raste proti površini. Iz kalčka vse izhaja. Tisto, kar je meljak, bela moka, kar je večina in kar je za nas tudi potrebno za peč, recimo kruh, je to večina je tega. To je za kalček samo zunanji žakeljček. Ampak tista moč, ki je posebna, pa je v kalčku. In če se odpreš za to, bo v tebi vzrastel novo življenje, nov kalček. In to bo hitro raslo. Tega ne moreš več preprečiti. Če se odpreš za to, potem se to začne. Bog namreč ima svoj cilj. On nas želi popraviti. Želi, da bi nas pripeljal nazaj k originalu, k izvoru, k temu staremu stanju, tako kot je bilo na začetku mišljeno. Želi nas ponovno upodobiti po njegovi podobi, ampak tega samo od sebe ne moreš. Od odzunaj more priti moč, tako kot pri moki. To lahko pustiš vedno z vodo, ampak nič se ne bo zgodilo, ne bo zraslo. Potrebuje od zunaj ta kvas, droži, zato tudi ti od odzunaj potrebuješ Svetega Duha. In ta bo deloval, če seveda to dovoliš. Lahko rečeš, ja, ne želim. In potem nič ne bo, potem ne boš zrastel. Boš ostal, kakršen si, globoko spodaj. Človek se namreč iz lastne volje ni sposoben spremeniti s svojim trudom, da bi se korenito spremenil. Tega ne more. Tega ne zmore, to je nemogoče. To bi bilo kot, da bi se skušal na lastne lase potegniti ven iz blata. Nekdo drug more zagrabiti. Od zunaj tega sam ne moreš, ne gre. Ta slika o kvasu, o drožeh, nam prikazuje dve stvari. To nemoč, da bi sam sebe spremenil, in ta čudež, če pride vate Božji duh, da te spremeni. To je ta slika. Brez tega kvasa se ne bo zgodilo nič. Brez Svetega Duha v tvojem življenju ne bo nič. Ostal boš ista oseba kot vedno. Če boš pa Svetega Duha spustil vase, potem se bodo pa spremembe začele. Ta vzgoja, izobraževanje, vse, kar ta svet vlaga v človeka, ne more spremeniti človekove naravnanosti.
To pač ne gre. Ta obnovitvena moč prihaja od zunaj, od Boga. In če dovoliš tej sili, da vstopi v tebe, bo storila čudeže v tvojem življenju. Ampak tvoja volja je ključ do tega, ki odklepa ali zaklepa. Ti odločaš o svoji usodi. Če odpreš srce, potem spustiš Svetega Duha v sebe. Potem se bodo te stvari dogajale. Če si pa sumničav in si misliš, kdo ve, kako bo vse to, najboljš, da delam tako naprej kot do zdaj. Potem boš na koncu uničen, tako kot piše Sveto pismo. Pri tebi se nič ne bo spremenilo. Tudi če bereš Sveto pismo. Več je potrebno. Veliko več. Potrebno je tisto zaupanje, da se spustiš v odnos z njim, v zaupanju. Spomnim se ene zgodbe nekega misionarja, ki je deloval pri nekih domorodcih nekje v divjini in jim je želel razložiti in podati Sveto pismo v njihovem jeziku. In ti domorodci niti svojega jezika še niso imeli v pisni obliki, torej čisto na začetku, čisto primitivno. Potem tem je ta misionar prišel do pojma zaupanja in je razmišljal, kaj naj napiše, ker taka ljudstva nimajo abstraktnih pojmov, da bi jih razumeli. Torej reči, ki jih ne moreš narisati, recimo če rečeš miza, to lahko narišeš, ne? Stol in podobno. Ampak zaupanje, kaj pa boš narisal? Kako boš zdaj nekomu, ki ne pozna abstraktnih pojmov, nekaj takega mu povedal, sporočil? Še otroci tega ne morejo. Do 10, 11, 12, 13 let, potem se to počasi začne. Ta abstraktna miselnost se začne razvijati, da si lahko to predstavljajo. Takrat se začne. To je v času pubertete, kjer se veliko razmišlja in se ponotranjajo stvari. Veliko stvari se dogaja v človeku. In kako boš zdaj takem ljudem, ki ne razmišljajo abstraktno, ki razmišljajo samo predmetno, tisto, kar je realno, kako jim boš povedal, kaj je zaupanje? In misionar je že nekaj tednov razmišljal, kako bi lahko to jim povedal v slikah. In potem je prišel nekdo k njemu na to misijonsko postajo, ki je nekaj dni hodil, in potem se je spustil, kar vrgel v tisti ležalnik, ki ga je imel tam, ker je želel tega misionarja obiskati, da bi mu nekaj poročal, se je tam na stol usedel. To je bil tak naslonjač, kjer se v njega kar vržeš. Je rekel ta, ki se je hotel sest, domorodec, z vso svojo težo se bom spustil v ta stol. In potem je misionarju naredilo klik. To je zaupanje. Ko se z vso svojo težo se prepustiš, se vržeš, se spustiš. In če meniš, da je za teboj stol in se usedeš dol, brez da bi pogledal, in če ti nekdo stol odmakne, se nisi več sposoben zadržati. Pristal boš na riti in to je lahko nevarno. Lahko zelo boli. Zakaj pristaneš na tleh? Zakaj se ne moreš več ustaviti? Ker bi se lahko tudi tako pretvarjali, kot da sedimo, v počepu na pol. Ja, če si se tako odločil. Ampak če se kar spustiš v stol, potem pričakuješ, da te bo tudi on ujel, da se boš usedel. Ampak če ni stola tam, potem boš padel na tla, ker si se tako pripravil, da boš pač se spustil. To je tudi zelo lepo pri krstu videti. Ko se nekdo krsti, se preprosto spusti, da gre v vodo. Ve tista oseba, da jo bo nekdo ujel, da se ne bo potonila. In tisti, ki se krstijo, tudi zaupajo, da ne bodo za vekomaj v vodi. Zato se preprosto pustijo in se spustijo v vodo. Polni zaupanja. In če se povežeš z Jezusom, potem sam sebe prepustiš s tvojo celotno težo, z njim povežeš. Preprosto se spustiš z vso težo v njegove roke in on te bo ujel. To je zaupanje.
In tako lahko Sveti Duh potem tudi deluje. Obnovitveno in vas prenavlja. Ta lahko v vas naredi tako spremembo, da še sami sebe ne prepoznate več. Ampak ta moč pride od zunaj, če jo seveda spustite v sebe. In vsak, ki bi rad bil rešen in bo rešen, ta se more te obnovitveni moči izpostaviti. In če si prestrahopeten in preveč previden in to gledaš vse iz neke varnostne razdalje, doživel, je to nemogoče, ne gre. To bi bilo tako, kot če bi se pri stolu skoraj usedel in se držal čisto malo nad sedalom, tudi milimeter morda, če je vmes, in se v tej poziciji držal. Tvoje mišice te potem držijo tako. V tej poziciji. Ampak nisi se pa popolnoma spustil. Zato tudi ne boš doživel tega prijetnega občutka počitka. Neprestano si napet in večina kristanov tako. Ne zaupajo popolnoma. Postavijo se v ta tako rekoč počep in so napeti in da vidijo, koliko časa bodo zdržali. Niti smučarji, ki so trenirani za to stvar, ne morejo tega trajno držati. Določen čas lahko. In potem moraš spet popustiti, se stegniti. Ne biti v tej poziciji napeti. Spustite se, prepustite se njemu. Vso težo dajte na stol. On vas bo ujel. Človek, ki Božje zapovedi drži samo iz dolžnosti, tega občutka dolžnosti, poskuša držati zapovedi, ta je podoben temu moškemu, ženi, osebi, ki je nekako v tej napeti poziciji nad stolom. Iz lastne moči se drži nad stolom. Koliko časa boste to zdržali? In tako nikoli ne boste doživeli veselja, ki pride z pravega odnosa s Kristusom, ker ste popolnoma napeti. Pravo radost, veselje pride od tega počitka z njim, v njemu. Nekdo, ki to počne iz dolžnosti, torej napet, drži zapovedi, ta Bogu ni poslušen. Poslušnost pride šele, ko se z vso težo spustimo. Ko mu popolnoma zaupate. In njemu zaupati pomeni, recimo tako, ja, po tej poti bom šel. Odločam se z mojo lastno voljo, da bom šel v to smer. Zaupam. Pika. Potem bo šlo vse skupaj navzgor. Če mu ne zaupaš svojemu stvarniku, potem pozabi, brez veze. Če tako hodiš po sveti, potem lahko zapovedi držiš, kolikor želiš. Če je to samo dolžnost, če to vidiš kot breme, kaj drugi lahko delajo, jaz pa tega ne smem delati. Potem je to brez veze. To je nič, to je brez veze. Če poznate ta izraz šmoran, zmešnjavo, vse zmešano. Cesarjev šmoran je nastal takrat, ko je nekdo nekaj mešal in je rekel, kakšen šmoran. V bistvu so hotel nekaj drugega skuhati. Zmotil se je. Ampak to je postala potem delikatesa. Originalno pa je to ni bila stvar, ki si jo želel. Lahko ste v šmornu svojega življenja, ko gre vse narobe, napačno smer. Lahko postane vse na novo, če od zunaj pride ta moč v vas. To je skrivnost. Skrivnost od rešitve. In tukaj boste veseli, potem tukaj pride ljubezen, potem želiš storiti to, kar ti pravi tvoj stvarnik. Ker ga ljubiš, mu zaupaš in veš, da karkoli boš spravil v prakso od tega, kar ti on pravi, bo to zame blagoslov, veselje, radost, uspeh, zagotovilo, upanje, vse skupaj. Jezus je v pogovoru z Nikodemom to takole izrazil. Janezov evangelij 3, od 6 do 8. Resnično, resnično povem ti.
Če se kdo ne rodi iz vode in duha, voda, krst, duh, sveti duh, če se kdo ne rodi iz vode in duha, se tako v stanju, v katerem zdaj je, v tem stanju, takšen, kakršen si, nebeškega kraljestva, v takem stanju ne boš videl. Takšen ne moreš priti v nebeško kraljestvo. Razen, če boš na novo rojen iz vode in duha. V tem stanju, brez tega, ne boš prišel v nebeško kraljestvo. Lahko se trudiš, kolikor se češ. V takem stanju se samo rahlo držiš nad stolem, z lastno močjo. Dokler tega ne boš več zmogel, ker te bodo mišični krči izdali. Prišel boš do trenutka, ko boš rekel, to boli, tega ne želim več, raje stojim. Jezus tu naprej pravi tudi, kar je rojeno iz mesa, to je meso. To je naše naravno stanje. Ampak kar je rojeno iz duha, to je duh. To je čisto nekaj drugega, čisto druga kategorija. Ne čudi se, da sem ti rekel, morate se roditi na novo. To je rekel Nikodemu. In on ga je vprašal, ja, pa kako se naj to zgodi? Odrastel naj gre nazaj v maternico? Saj ni prostora noter. Saj je prevelik. Novo rojstvo se ne zgodi v telesu matere. Novo rojstvo se zgodi v tem, ko sveti duh vstopi vate. Čemu seveda to dovoliš? Ti imaš moč, da to preprečiš. In tvoja volja je ključ. Veter veje, koder hoče, pravi Jezus. Njegov glas slišiš, kako se premikajo listi, pa ne veš, od kod prihaja veter in kam gre. Tako je z vsakim, ki je rojen iz duha. Vsak, ki je rojen iz duha. Tam se prične nekaj dogajati. Apostol Pavel to v pismu Efežanom, 2. poglavje 8 pravi, kajti iz milosti ste rešeni po veri. In to ni iz vas, dar Božji je to. To pride od zunaj. Božji dar je to. To je tisti poseben element v tej zgodbi. Te v moki skrite droži, ta kvas, deluje nevidno. Deluje, vidimo, ne? Saj se napihne. Čez 3/4 ure prideš in vidiš, kako je šlo gor. Ta nevidna moč. Ampak učinkovito je, deluje, vidno je učinek. In isto je pri kvasu resnice. In to je ta prispodoba tukaj. Če ga spustiš noter vase, te bo to spremenilo. Nekaj nevidnega deluje v tebi, ampak ljudje pa okoli tebe prepoznajo, da se spreminjaš, da si se spremenil. In to stalno spreminjanje, stalno. Prepoznajo, da si drugačen kot prej. Zato, ker ta kvas resnice tvojo notranjost neprestano spreminja, kolikor pač dovoliš. Ker pod tem vplivom svetega duha, torej ta kvas, kar je prispodoba tega, potem bodo tvoja naravna nagnjenja, predvsem tista slaba, ohromela. Obvladana, premagana bodo. To je tako, da te nove misli, novi občutki, novi motivi bodo ukoreninjeni v vas. Nov kalček v vas. Nov način razmišljanja. To se ukorenini v vas. Ne dobimo novih sposobnosti, ampak naše sposobnosti bodo posvečene, uporabljene bodo v drugačni, novi službi. S svojimi dosedanjimi sposobnostmi boš dosegel popolnoma drugačne stvari. Tvoje sposobnosti bodo posvečene z Božjim duhom.
Tako dobimo značajske moči, za katere se nikoli ne bi mislili, da obstajajo v nas. In te nas usposabljajo, da lahko Bogu služimo na pravi način. In to je tisto lepo pri vsem tem. Torej, zdaj pa morda v naši skupnosti, v naši cerkvi, v krščanski skupnosti, totalno nasprotje temu. Bi nekdo bil prežet z Božjo besedo, z Božjim duhom. Bolj verjetno je, da doživimo tako pri ljudeh. Stari egoizem prihaja na površino in tako bi se lahko vprašali, zakaj toliko ljudi ne more tega prenesti, ko so njihovi lastni nameni ali pa načrti in so oporekani tem. V takih primerih se potem dostkrat zgodi vulkanski izbruh. Zakaj toliko ljudi prikazuje to neposvečeno razdraženost in jo kaže, čeprav se imenujejo za kristjane in uporabljajo zelo ranljive, nepremišljeno izgovorjene besede. Zakaj to počno, če so kristjani? Zakaj se razodeva v njihovem življenju isti egoizem, ista prevladujoča potreba po enakem zadovoljevanju potreb in isti vnetljiv, vzkipljiv in nepremišljen način pogovora kot pri vseh ostalih ljudeh na tem svetu? Čeprav so kristjani, čeprav poznajo Božjo besedo, čeprav berejo to besedo. Zakaj se ne spremenijo? Zakaj je v njihovem domu vse v neredu z njihovim eksplozijami in eksplozivnim načinom? Prav tako so občutljivi, prav tako so ponosni, prav tako se prepuščajo svojim lastnim nagnjenjem, kot da resnice še nikoli ne bi prepoznali. Kako je to mogoče? Čudno, ne? Odgovor na ta vprašanja ni težak. Na njihovem bitju se ena stvar jasno prepoznava. Oni, ti, ki menijo, da so kristjani, niso spreobrnjeni. Samo spoznanje imajo. To pa ni prišlo v srce. Niso dovolili, da bi ta kvas resnice, kvas duha Božjega, niso pustili, da bi deloval, ampak so ga pustili zunaj svojega srca. Kvasu niso dali priložnosti, da bi deloval, Svetemu Duhu. Niso ga spustili vase. In zato seveda tudi njihove prirojene in privzgojene slabe navade niso imele priložnosti, da se spremenijo. Zato ker teh negativnih lastnosti niso dopustili in podvrgli te novi obnovitveni moči. Kako naj potem pride do spremembe? Nemogoče. V njihovem življenju manjka tisto delovanje milosti. Ampak ne zaradi tega, ker Bog tega ne more, ampak zaradi tega, ker oni tega niso spustili vase. To bi bilo tako, kot ko imaš moko in vodo in ne dodaš kvasa, drožijo, čeprav je to zraven. Pozabiš. Vse si zmešal, ja, ampak nisi dodal kvasa. Priješ čez 1 uro, vse je isto kot prej. Zakaj? Zakaj ni spremembe? Je zato, ker tega nisi dodal. In velika večina teh, ki se imenujejo, da so kristjani, tako živijo. Droži so zunaj njih, niso v njih. Nikoli jih niso spustili vase, zato tudi ni spremembe. Ne vzhaja. Ni veselja, zapovedi so težke, obrazna mimika je žalostna, ni sijočega in veselega obraza in si pač mislijo, ja, moram pregristi čez vse to, na koncu bo nagrada. Ja, bo nagrada. Ognjeno jezero. Rešen boš šele takrat, ko boš spustil to obnovljujočo moč vase. Če si še vedno ta isti razlaživ, izkipljiv tip, kot si bil prej, potem
potem nekaj ne štima. Jezus je sposoben, da te spremeni. Ampak preprosto moraš mu dovoliti, da pride vate. Ne samo teoretično. Praktična stvar. Praktično mora priti vate. Jezus nas želi obnoviti. On vas ne želi rešiti v vaših grehih, ampak od vaših grehov. In to je velika razlika. V tvojih grehih nisi rešen. Ampak rešen boš od tvojih grehov, če boš sprejel to obnovitveno moč, kot kvas. Pavel je v Rimljanih 10, vrstica 17 napisal: Vera je torej iz slišanega oznanila. Oznanilo pa pride po besedi Kristusovi. To je osnova. Božja beseda je oznanjena in potem nastane zaupanje. Ko vidiš, kako je Jezus stvari počel, kako te ljubi, kaj je v sebi pripravljen zate pretrpeti, kako so tudi pljuvali po njem. Slekli so ga, bičali so ga, mu zabili kline čez roke in noge. Svoje življenje je izdahnil samo zate. Ali lahko storiš še kaj več? Če te to ne premakne, kaj se naj še zgodi? Če niti na pogledu na križ, kjer je vse dal za tebe, in se še vedno tebi nič ne premakne, kaj pa naj še naredi? Več kot umreti ne more za tebe. To je absoluten maksimum, kar je vse lahko dal od sebe. Svoje življenje kot nedolžen. Zate. To je ljubezen. Jezus je molil pri zadnji večerji, takrat so šli že potem ven iz tiste sobe. V tej velikoduhovniški molitvi je rekel: Oče, posveti jih v resnici, torej učence. Tvoja beseda je resnica. Če boš proučeval resnico, Božjo besedo, se bo nekaj premaknilo, če boš odprtega srca pri tem. Če nas Sveti Duh opominja na naše grehe, če v našem srcu sklije vera, če nastaja ljubezen do Jezusa, potem boš svojemu Gospodu, svojim življenjskim slogom vedno bolj podoben. In to je tudi cilj. Spremembe so cilj. Spremembe. Zato, ker neka moč od zunaj v tebi deluje. In potem boš tudi imel motivacijo in potrebo potem, da drugim to tudi sporočiš, zato ker si tako srečen in kar eksplodiraš od veselja, od radosti. In si predstavljaš, nekoga srečaš, ki ga že dolgo nisi videl, in rečeš: kako ti gre? Meni gre, wow, nov človek sem. On te vpraša: kaj je, nova žena, nov partner, mož, si se zaljubil, nova služba, nova hiša, avto, kaj? Dobre počitnice, nekaj veliko boljšega. Jezusa imam zdaj. Spoznal sem ga. Mojega najboljšega prijatelja, Jezusa. Kar človek v bistvu resnično rabi, je spreobrnenje s tem, da zaupa Jezusu. Po veri. Ker vera pride po pridigi, po Božji besedi, iz tega pride zaupanje do Boga. In upam, da iz te pridige. Ta kvas resnice, Božji duh, če ta pride v srce, potem usmerja vaše želje, razsvetli misli, očisti jih, dodela, olepša vse tvoje bitje. Duševna moč, moč duha, vsi so na novo poživljeni in nekaj raste v njemu. In tako vedno najbolj jasno prepoznam, če je nekdo res razumel. Raste sposobnost. In ta sposobnost je tako neobičajna, da lahko sočustvujejo in da ljubijo. Ko Jezus pride v tvoje srce, potem raste sposobnost sočutiti in ljubiti. Prepoznaš, da si ti, ker prej je bilo jaz. In druga stvar, jaz.
In tretja reč, jaz. Kako dolgo gre lahko to naprej? V nedogled. Jaz. Ampak, ko Jezus vstopi, potem raste sposobnost, da lahko sočustvujemo. Tako kot Indijanci pravijo, da stopiš v mokasino drugega, da hodiš v čevljih drugega. Potem si se postavil v njegovo situacijo in sočustvuješ z njim, trpiš z njim. In potem se drugače obnašaš. Potem ljubiš. In ljubezen se ne da skriti, ker ljubezen nekaj stori. Ta ne sedi mirno. Ljubezen, ko je ljubezen, potem pride prebik vate. Kaj bomo naredili? Ja, ne moramo kar mirno sedeti in čakati in gledati. To je ljubezen. Ljubezen te premakne iz naslonjača. Vstaneš iz spanca. To je razlika. In to tudi da veselje. Čeprav sedaj si aktivno na poti in nekaj počneš. Prej pa si lepo, udobno ležal na naslonjaču. Ampak tisto te ni zadovoljilo. Sedaj pa te to zadovoljuje. Čeprav vedno nekaj delaš in ustvarjaš, pomagaš. To je ta božanski element. Sebičen jaz, ki hrepeni po denarju, on vidi smisel življenja v tem, da čim več zasluži bogastva, slave in užitka iz sveta. To in ono. Vedno potem teče, hrepeni. Zanimiva zgodba. Gresta dva v New Yorku po ulici, po asfaltu, pločniku, hiše okoli, hrup, avtomobili, smrad. Vse to, kar je v velikih mestih. Torej hodita po tem pločniku. Eden je sicer živi v naravi, en pa ki v mestu živi. In ta, ki je v naravi živi, pravi, hej, a slišiš, kaj? Je ta hrup? Ne, a slišiš? Kaj pa? Glej tam pri oknu. Tam so rožice. A slišiš? Greva pogledat. Aha, ja, kaj? Cirpajoč zvok. Čiriček se je skril tam. V vsem tem betonu in asfaltu, kaosu. In drugi pravi, ja, da si ti to slišal. Potem gresta naprej. Kar naenkrat se ta mestni človek ustavi, pogleda okoli, pogleda na tla in pobere. Temu iz podeželja je kovanček padel na tla. In ta iz mesta je to jasno slišal. Seveda, tako je pobral. In potem ta podeželski človek reče temu iz mesta, ja, da ti to slišiš? Zakaj eden sliši črička in zakaj drugi sliši denar, ko pade na tla? Slišiš vedno to, potem, čemer imaš nabrušene ušesa. To slišiš. Ta zgodba veliko pove. Si ti tisti, ki slišiš črička, ali tisti, ki sliši denar, ki pada po tleh? Kaj te več spodbuja? Če mi Jezusa, torej drožji, milosti, resnice, Svetega Duha, spustimo v naša srca, potem se bo to zgodilo. Ljubosumje ostane zunaj. Stremljenje po časti ostane zunaj. Stremljenje po oblasti ostane zunaj. To gre. Prej je bil to ta glavni element. Važno, da jest. In gorje, če se mi kdo postavi na pot. Ker tista prava ljubezen, ki je dar od Boga, ne išče lastne koristi. Nikoli. In ta ljubezen tudi ni odvisna od hvalisanja ljudi. Če nam kdo aplavdira ali pa žvižga, ti greš Božjo pot. Ne pustiš se
zmesti. Če bodo ploskali ali žvižgali, od tega ti nisi več odvisen. Greš pač Božjo pot. Če drugi grejo zraven ali ne, ti greš po Božji poti. In to daje radost. Tisti, ki sprejme Božjo milost, bo njegovo srce uskipelo od ljubezni do Boga in od ljubezni do teh, za katere je Kristus dal svoje življenje. Te so ljudi okoli tebe. Kaj še odpade? Ta pretirana potreba po priznanju. To še vedno prihaja iz tega jaz. To tudi bo šlo. Kdor v svojem srcu hrani Božjo ljubezen, ta tudi ni več užaljen, če so njegovi motivi bili narobe razumljeni, ali pa to, kar počenja, je napačno interpretirano. To ga ne vrže iz tira. Sem že videl ljudi, ojej, takoj prepoznaš, da Božje ljubezni ni v srcu, sicer ga to ne bi tako vrglo iz tira. Tisti, ki ima Božjo ljubezen v srcu, gre nezmotljivo svojo pot z Bogom. Prijazno in srečno obličje ima. In v njegovem obrazu prepoznaš, da ima in nekaj, kar tebi manjka. Njemu vse gre dobro. On ima sonce v srcu. In to je ušlo v njemu. Apostol Peter je v prvem pismu Petra, v prvem poglavju, 15. 16. vrstici napisal: Marveč po svetem, ki vas je poklical, bodite tudi vi sveti v vsem svojem vedenju. Kajti pisano je: sveti bodite, ker sem jaz svet. Biti svet pa pomeni, da si bil ozdravljen. Svet po Jezusovi ljubezni. Če jo nosiš v svojem srcu, potem jo lahko deliš z drugimi. In samo takrat. Če se to zgodi, potem se pokaže tudi nov pristop prijazen do drugih. Še posebej s tistimi v tvoji hiši. Potem je prišel angel v vaš dom. Ampak šele tedaj. Kakšni ste doma, ko pridete domov? Pride angel z vami v hišo? Pride sonce ali se vsi bojijo, ko pridete domov? In se veselijo šele, ko zapreš vrata in greš ven iz hiše. Kako je torej doma? Te drugi prezirajo, si jim tečen ali blagoslov za druge? Jezus ti želi podariti del svoje božanske narave. Si to želiš? Potem ga spusti v svoje srce. Odpri se za njega in njegova ljubezen te bo spremenila. Kako lepo zate. Amen. Naš odrešitelj. Tvoja narava. To je to, po katerem iščemo in gledamo. Tako bi morali biti na naših poteh. In hvala ti, Gospod, da je mogoče po tvoji ljubezni, ki jo spustimo v naša srca, ker nas ti želiš spreobrniti, nas obnoviti. In problem ni v tebi, ampak vedno pri meni. Zato, ker zapiramo vrata iz skrbi in strahu in potem ostanemo v tej sključeni drži nad stolom, dokler od truda ne omagamo. In pri tem bi se lahko preprosto spustili v ležalnik in se naslonili popolnoma nate. Hvala ti, naš Gospod, da nas ti spreminjaš v tej meri, kolikor ti dovolimo. Hvala ti za tvojo ljubezen, ki deluje v naših srcih, da bi se odprli. Hvala lepa, Jezus. Amen. Če vam je duhovna misel bila všeč, se naročite na kanal, delite s svojimi prijatelji in komentirajte. S tem boste pomagali, da dobro sporočilo pride do še več ljudi.